Kateri grad? Graceloturen. Ja, v Graceloturen tudi, še zdaj, recimo, ste še hodili. Edini grad, ki je ostal v privatnih rokah, zaradi tega, ker je moja teta vladala. Ona je bila, partizani so delovala in Vita je bila pa kurir. In zaradi tega so je pustil grad in ona je bila pol zaprta, nekako se zrihtali in šla v taborišče, ampak na prisilno delo. In tam je spoznala enega Belgica in s tem se končila, imela otroke, tiste Belgi, ki pridejo zdaj polet na počitnicah, pa grad razpada, jaz sem pa 3 leti tam. Pa je blizu, pa nisem bil, ampak na Snežniku. In Snežnik je pa zdaj prenovljen in je tudi zelo znan po tem, da ima edini res originalno pohištvo. Vse ohranjeno od zadnjih blizu. Poznam tiste šolmajerje, vse tiste poznam, vse so štorje. Ampak Snežnik je bil v starih časih, je bil lastnik od enega Kofa Pavloviča, ki je imel Čabar, tudi grad Čabar. In on je bil prijatelj z mojim prastarim očetom. In je vedno s konji prišel iz Čabarke in Snežnik je podal en XY na neko ime in tisti je podal ta, kako so se imenovali, ti zdajšnjega, poznam, pa so se. So bili nemški grofi, so ga kupili, pa so vzeli. Je dovolj zgodovine, ne? Lepo je, veliko veste, ne? Jaz vem, vsega tega ne vemo. Da vedno sprašujejo. To je res. Pa mogoče smo premalo pozorni, ker imamo te kraje okrog doma, pa se ne pozanimamo za to. Jaz sem bolana, zdaj jaz ne moram več. Ja, veliko pa veste, ne? Jaz imam toliko literature, tudi razumete, so tronike, pa v nemščini v glavnem, ne, vse napisano. Pa jaz sem predstavila to vse, tudi tega, pa stare mame, jaz sem predstavila, to je bilo vse v nemščini napisano, celo iz partizanske dobe, nekim, cela kronika, celih naših familij, vse. Jaz sem profesor Južničan, poznate profesor? To je bil najprofesor. Stanetom Južničan. Ja. Da? Stanetom Južničan. Profesorjem Stanetom Južničan. Južničan, tak je na Fari. Ja, Stane Južnič. Ja, ne bi se dala, ampak to je en vir, pa je posle najbolj, ki tukaj so bili jezuiti, en slovenski jezuit, ki je bil od teh Herberjev, je bil tukaj. Jaz sem študirala, sem celo to, moja stara manjka je bila kočelja, pa sem bila kočeljska sredina. Sem vse te kočelje študirala, ki je grozno interesantna ta zgodovina kočelja. In potem naenkrat je šel genealogija od teh Herberjev, kako pride Južnič do tega, jaz sem hotela to napisati. To revijo, ki se imenuje Drevesa, ne, genealoška revija v Ljubljani, jaz sem tudi šla. In potem sem šla do njega v Faro, ki sem bila v Vidnosti gledu. In sva se dobila in sem rekla, veste, jaz sem pa eno generacijo več kot vi. Ni mogoče, pa je bil jaz vesel, tako so Herberji še prišli. In potem sem mu tudi podarila eno kroniko to, on je tam to gledal in rekel, veste, to je tako en zlati vir končevske zgodovine, sploh zgodovine, ki je napisal en prastric moj in so pol nadaljevali celo kroniko vseh teh familij, ampak najbolj interesantno, kako pridete vi do tega, da od Herberjev kaj pišete? To je bil najin profesor socialne antropologije, ne? In on je vedno napisal svojo knjigo od spodaj v Fari pri Kostelu. Vsaka njegova knjiga je napisana v Fari, to je vas, ne? V vasi Fara pri Kostelu. Pa ste vi bil kdaj tam? Ne, pa sva velikrat rekla, ker to je eden veste kaj, to bi zelo romantično. Ampak od Marija še vedno Kostelska dolina. In je ta familija Južnič najbolj znana. Ampak veste, kako vi pridete do tega? No, veste kaj, mi smo bili tihotapci, takrat v 1600, ne? Herberji so imeli pač v zakupu mitnico. In smo vedno imeli problemi s tem, ki oni takrat je bila že turška meja blizu, ne? In so oni tihotapili konje iz Tuplje in Herberji so zasledovali, zaradi tega je on imel polezo z Herberji. Jaz jo imela pa sem čisto iz
tega, ki niso bili sorodni, ampak iz te kočevovske familije so bili vse, oni so bili, v principu so bili Berber in niso bili plemeniti. Oni si pol dobil plemstvo, tako so bili fon, pa so postali baroni, kot so se pač najprej naredili med zaslug, da so dobro lovili na nekaj ljudi, pa sem imel za upo tudi, mislim, pošto, takrat je bil vse to privatno, ne. Ampak so bila dva jezuita tukaj. In sicer tu piše Jančar, ne vem, če ste bivali, tisto knjigo od Jančarja, Katarina Pau in jezuit. Tu je on tukaj pogod, je bil tudi pri meni doma Jančar. In takrat je on te jezuite študiral, ki se vas zanima, Delfin je napisala od tih jezuitov. Vam sem dala, ne, od jezuitov. Članki je ona raziskvala te jezuite. In ko je bil Jančar tukaj, je tudi pač sedel za tega, ta Erpel je pol nazaj prišel, je bil Ljubljani, ki so razpustili jezuite. In še drug je bil, ki je bil pa iz Hmelnika, ampak on je bil neki z Augsburgi. Jaz sem zelo prijatelj z Augsburgi. Leto eno, tu sem nisem, pa so bili sosedi naši. Ampak eden Heinrich pride, vedno sem pa tukaj na včerku, ki je poročena zelo franceskem grofu, sem bila Stirga Saint-Jean. Pride vsako leto in oni se rekla, če je tu mogoče Cirhampert, kako se je pisal tist, smo napisali in tu, ne vem, če bi tukaj je en se zbavi s tem jezuiti. Ja, to je pa Darko Šuštaršič. Darko Šuštaršič. Ja, si moneto odkrila. In so imeli pol Čarlu na univerzi tudi predavanja, ki nam tiste slike kazujo vse tih neverjetnih. Kako so bili ti Guaraniji, so bili najbolj talentirani od vseh. On se je tudi naučil jezika Guarani, profesor Šuštaršič. Ja, poznam se bil pa mene večkrat. Ja, jaz bi rekla, prav lepa hvala. Zdaj pa se spomnim tudi Reve Delfine, ki je to zelo. Absolutno. Žal, no. Ki je res Marijanca, ne? Ja. Charlie, you don't understand anything. A little bit. You have to understand. Jaz ga učim zdaj, kaj je glavno mesto Ljubljana, glavna reka Sava. Razumem, ja. Ampak on je bil v Ljubljani. In je me še na Puntle z njim hodila, pa je nekaj, jaz Boga Reva, tu je smo povedala, jaz Boga Reva. Kaj je neta rešila, neta, poznate mi pozorčeva. Zavnica, ona kar ni Boga, ona je sva Valorantov zelo prijatelj. Ona je vsak je dvakrat, trikrat sem, leto še ni bilo, ki je šla v Moskvo zdaj. Jaz so naredili, prvo je naredila z Libijo in kontrakte, ki ona ima tisto kliniko v Izoli. In je zdaj imela 6 pacientov iz Libije. In uspeli so jih ozdravili, so že druga tam, da je drugih 6, pa so se imeli talent, res niso važno dati vizo. In zdaj šlo v vse, da so se vse podpisali tudi. Kaj se reče, dogovor, ki bodo bolnike z Rusijo pošiljali. So take, ki one za srce specialisti. Ampak kar se slišala, da je ogromen ruski turisti pride zdaj v glavnem v toplice, šlo na tako dobre toplice. Tako da vidite, da sem up-to-date Slovenija, ne? Čisti, ja. To je neverjetno, ne? Da toliko spremljate. Jaz spremljam, ja. Ni velik takih. Dobili tudi Svobodno Slovenijo, tam tudi pogubaj, tam glavno teatra piše. Včasih je kakšna vaša slika tudi. Ampak jaz pa vedno to, koliko pa je gledališča, pa nima drugega zapisati. Se mene je prosil ta od kardinala, Roden, ne? Je to en drug Vinko Roden, ta piše. Sem enkrat nekaj poslala, ki so vedno te stvari od te genealoške naslovnega društva, ki dobivam iz Drevesa, se imenuje. To je ena revija, ki saja, zelo lepa revija, ki so not rodovniki, ki so not izvir imenov, kot izvira imenov, kot izvira slovenska imena, vse take. To je doktor Hrlina, ki je to vodi. Ki se, nočem, da bi se zgubili pošiljati te rutine, tudi Beljaku, ki to stane dobro in slovenski knjižnici, ki nas
od moje familije nihče ne bere tega. In tako je tudi Leonardo deklič, če nimam kaj za njega za napisati, ni več kaj ime dobre zapisati. Mogoče malo škoda, tukaj so arhivi v Slovenski hiši, ne, in je veliko zapisanega, ampak če ne pride do Slovenije, ne, potem tudi ne stane. Ne, oni so zaostali nekako, oni so zaostali in imajo dovolj kontakta s Slovenijo, po mojem. Ja, zdaj razmišljajo, kako bi te kontakte razvili, ampak je vsem čas gre hitro naprej. Ampak, veste kaj, vedno je isti problem. Tukaj je Triglav in tukaj je Slovenska hiša in se, ne vem, koliko generacij pravijo, da če zdaj na tisti aristokrati od Napoleona se zdaj nočemo Švedci s Borboni. On se lahko 100 let vleče tukaj. Tukaj so bile na obisku tudi 3 slovenske zgodovinarke, ki so bile na enem kongresu, ne, te govorjene zgodovine. Ja. In to je v bistvu zadnja zgodovina, ker moraš imeti žive priče za pogovor. Ne. In so imeli v redu tudi menda srečanja v Slovenski hiši. Ne. Samo smo jih morali prav spodbuditi, ene in druge, da naj se srečajo, ne, pa pogovarjajo, ne, ker eno je pisana zgodovina, drugo je pa živa zgodovina. Ja. Zaradi tega ta profesor Prunk, če veste, on je z mano govoril, takrat smo mi našli ta dnevnik od moje stare mame, ki je bil v Nemčiji napisan, ki vsak dan piše, kaj se je med vojno od 43 do 45 dogajalo v Nemčiji. Takrat so prišli partizani, kar so Italijane, kar do obranca in kar Nemci, skozi se obmenjalo. In ona vsak dan tu zapisuje. In Prunk je tu govoril in rekel, veste, kaj je pa tu neko publicirati, no, ker tu je en važen efektivni dokument, mislim, ne pristranski dokument, ker je doživljala, ker ona ni bila na noben stran. Ona je branila, partizan je branila, dombrance, tista, ki bi vanjo pomagala in tako naprej. In pol z tega je nastala pol moja knjiga, pol je še Kozina, ki tudi je zgodovina Kozinice, ki je pa, on je pa šef arhiva, namestnega arhiva zgodovinskih v Ljubljani. In pol je rekel, dajmo to narediti in pol smo najdli še, in jaz sem v glavnem se predstavila in tako naprej, in pol smo financirali to knjigo za mojim patroncem in smo tudi izdali 500 izvodov, pa smo vse podarili, ali bibliotekam, ali šolam, ali sorodnikom in tako naprej. Smo rekli, da bomo našo familijo prodajali. In zdaj jih ni več, zdaj pa iščejo, ampak zdaj jaz nimam znanja to, da zdaj še enkrat izdala to knjigo in cel material, ki je ena oblikovalka, je zelo lepo naredila tudi lepe platnice in tako, ne vem, če ste vi ste videli. Jaz sem nabrala. Joret Kuhar zdaj tale, ki je naredil zdaj razne take zgodovinske familiarne knjige, poroče. On je tu vse Auersperr, je krasna knjiga, ki se Auersperr je dal postaviti v nemščino. Zdaj je naredil 2 knjige slovenske. Jaz jih imam, če vas zanima, bom lahko sodim. Slovenske plemiške naslovi, ki so vsi pravzaprav avstrijski, zaradi tega, ki tu so. Če eden je bil toliko in toliko let sliznen, ko so polkovnik je dobil pol. Vites, tako je bil ta Jelenčič, Vites, in je napisal zelo lepo zgodovino vseh teh familij, ki dosti znam, so jih ne mojih, ampak tudi so lepe platnice, lepe fotografije. Jaz sem zbrala fotografije zaradi tega, ker mislim vsi, kar čitajo, ki bile napise in tako, vedno rad videl, kako slike, vsake so treba videti slike. Nekaj vaša fantazija, kar doživljate, kar mislite drugega, pa če vidite slikica, pa slik. In pa sem seveda odkrila, koliko je to pravzaprav težko na knjigo narediti, kakšen papir zberete, ali bi svetovita navedeli, pocena bedraka, da pol fotografije, ali v barvah, ali ne v barvah, ali vse skupaj, vsako posebej, to vse ima različne cene, tako da sem se tudi naučila
koliko je pravzaprav težko eno knjigo izdati, ne? Koliko je časa, ne? Koliko stvari je treba. Ljudje, kjer zdaj pišejo vse čardijo, zdaj napisal zvedno, sem to raziškovanje svojega prednika, ki je pač ustanovil vlado Tvrto in Pigvej in naredil ta železnico Midland, ki je imel veliko vlogo tukaj Argentine. Zdaj vam se mudi. Vi se lahko še ustanete, pa se še lahko malo pogovarjate, ne? Zelo vesel, da ste prišli, da imamo tudi priložnost, da vam pričimo to. Malo skloni. Hvala. Eno sliko bi pa mi tudi naredili, ne, skupaj. On je profesor. Vem. In mislim, da je na SAZU-ju v službi, ne? Vi ste rekli Žalec. Kdo je bil tam v Žalcu?